Če se s človekom pogovarjamo v jeziku, ki ga razume, se mu to vtisne v spomin. Če pa se z njim pogovarjamo v njegovem jeziku, pa se mu to vtisne v srce. Čeprav avtorja tega citata ne poznamo, je ta že vedel, o čem govori. En lep pozdrav na letošnjem tednu možganov. Ta teče pod naslovom Na koncu jezika. To je tematika, ki v organizacijski ekipi tedna možganov zori že dolga leta, pa nekako nikoli še ni dobila svojega trenutka pod soncem, no? Ampak letos je bil končno čas za to. Tako da smo zelo ponosni, da vam lahko danes in v prihajajočih dneh pokažemo plodove našega dela, program, ki se v bistvu ustvarja že od jeseni naprej. Za vse, ki ste danes prvič z nami, bi rada najprej na kratko predstavila tudi, kaj teden možganov sploh je. To je dogodek, ki vsako leto poteka v 3. tednu marca in je del mednarodne akcije Brain Awareness Week. V Sloveniji ga organiziramo pod okriljem Synapse, to je Slovensko društvo za nevroznanost. Teče pa pravzaprav že od leta 2004, tako da smo že skoraj 20 let stari. Namen akcije Teden možganov je nevroznanost približati širši javnosti in jim predati sporočilo, kako pomembno je razumevanje, raziskovanje in skrb za možgane, tako za vsakega posameznika, kot tudi za nas kot družbo. Jezik je naš večni sopotnik. Spremlja nas na vsakem koraku našega življenja in zaznamuje vsak vidik našega življenja, tako osebnega kot naše komunikacije z drugimi ljudmi. In brez tega edinstvenega in kompleksnega fenomena si težko sploh predstavljamo življenje v družbi. Ta teden bo torej namenjen odgovarjanju na vprašanja, kakšno vlogo imajo pri jeziku možgani in obratno, kako jezik vpliva na naše mišljenje in na našo nevrofiziologijo. Torej, kaj nas čaka v prihajajočem tednu? Današnjim uvodnim predavanjem bodo v torek in četrtek sledila klinična predavanja, sreda pa bo posvečena vročim temam v nevroznanosti. Ta dan bomo obeležili tudi Slovenski dan možganov. V petek bomo teden zaključili z okroglo mizo, tekom celotnega tedna pa bodo potekale tudi delavnice za odrasle in otroke, pa tudi filmske projekcije s komentarji. Bi pa rada tudi izpostavila, da so se za teden možganov potrudili tudi kolegi iz drugih manjših krajev in pripravili manjše dogodke, in sicer v Kopru, Novem mestu in Mariboru. Zato vas vabimo, da se udeležite tudi teh dogodkov, če so vam blizu doma. Zasluge za raznolikost našega programa, ki se bo v tem tednu odvil, gredo celotni organizacijski skupini. Sestavljamo jo prostovoljci različnih študijskih smeri in različnih raziskovalnih interesov. Združuje pa nas ljubezen do nevroznanosti. Ekipa je že od jeseni trdo delala, zagnano in iskala ideje tako za program, kot tudi za ovire, ki seveda spadajo zraven organizacije tako velikega dogodka. Hvala torej najini krasni ekipi, ki predstavlja temelj našega najljubšega tedna. Brez vas ta ne bi ugledal dneva in ponosni sva in hvaležni, da ste bili z nama. Posebna zahvala gre tudi društvu Synapsa in njenemu vodstvu, pa seveda tudi ostalim, ki ste kakorkoli drugače prispevali k temu, da se bodo ta teden izpeljali super dogodki. Torej gostom, predavateljem in vam, dragim poslušalcem, ki že vrsto let z nami delite ljubezen do nevroznanosti. Prav tako pa tudi dobrodošli vsi, ki ste letos z nami prvič. Dobrodošli torej vsi še enkrat na tednu možganov 23 na koncu jezika. Drage obiskovalke in obiskovalci, lepo pozdravljeni na današnjem sklopu uvodnih predavanj še iz moje strani.
Moje ime je Karmen in vas bom danes vodila skozi program, tekom katerega se bomo srečali z antropološkim vidikom razvoja jezika, se nato spustili na nivo razvoja govora pri posamezniku ter se na koncu posvetili oblikovanju občutka sebe skozi jezik. Še predtem pa bi se v imenu organizacijske ekipe Tedna možganov toplo zahvalila Vzajemni, Fensu, Fundaciji Dana, Ministrstvu za zdravje, Kompetu, Rošu, Adria Lebu, podjetju Mesi, Donau Labu, Motusu, Reha Medical in Zali ter drugim sponzorjem in donatorjem, ki so nam omogočili organizacijo letošnjega Tedna možganov. Posebna zahvala gre tudi Atriju ZRC SAZU za prostor ter vsem govorcem, ki so nam letos podarili svoj čas in znanje. Lepo bi vas povabila, da nas spremljate na naših socialnih omrežjih Facebooku in Instagramu ter na spletni strani www.tedenmozganov.si. Teden možganov je namreč eden od mnogih projektov, ki so organizirani pod okriljem društva Sinapsa, Slovenskega društva za nevroznanost. Vabimo vas, da tudi društvu Sinapsa sledite na socialnih omrežjih. Nadvse dobrodošli ste tudi na ostalih predavanjih, delavnicah in filmih Tedna možganov, tako danes kot v prihodnjih dneh. Omenila pa bi še to, da smo vsi, ki organiziramo Teden možganov, prostovoljci. Zelo veseli bomo vaše podpore v obliki prostovoljnih prispevkov, ki jih zbiramo pri mizi ob vhodu v dvorano, kjer si lahko ogledate tudi različna uporabna in lepa darila, ki jih lahko prejmete ob donaciji. Vabimo vas tudi, da nam namenite del dohodnine, obrazce najdete pri mizi za donacije. In še zadnja stvar, preden preidemo k predavanjem. Če se vam tekom predavanj porodi kakšno vprašanje, ga lahko predavatelju zastavite prek platforme Slido z uporabo mobilnega telefona. Navodilo za uporabo je sledeče. Odprete mobilni spletni brskalnik, vpišete Slido in izberete spletno stran. Ko pridete na stran, v okence za pridružitev dogodkov vpišete kodo 8423, ta je ves čas nalepljena tudi na govornem pultu, in tako vstopite. Koda bo enaka za vse dni Tedna možganov. Odpre se vam stran, kjer lahko vpisujete svoje vprašanja in tudi glasujete za vprašanja, ki so jih postavili drugi. Na koncu predavanja bodo predavatelji odgovorili na vprašanja, za katera bo največ interesa. Zdaj pa se nam bo na odru pridružila docent dr. Saša Babič, raziskovalka na ZRC SAZU, ki je leta 2005 na Univerzi v Ljubljani diplomirala iz slovenskega jezika in književnosti ter ruskega jezika in književnosti, nato pa leta 2012 na Univerzi v Ljubljani doktorirala iz slovenske književnosti. V svojem raziskovanju se osredotoča na jezik in družbo v ljudskem slovstvu, zlasti na folklorne obrazce in njihovo funkcioniranje znotraj časa in prostora. V današnjem predavanju se bo posvetila razmerju med jezikom in kulturo, predavanje pa nosi naslov Jezik v kulturi, lingvistično-antropološki in etnolingvistični vidiki. Izvolite.